Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami predsednik Nove Slovenije, gospod Matej Tonin. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Sem zelo vesela, da ste se tudi vi uspeli odzvati. Pa me zanima, kakšen je bil navdih za ustanovitev vaše stranke? Naša stranka je morda, ali pa njena ustanovitev je posledica nekih dejanj, ki so se zgodila predtem. V idejnem smislu so se krščanski demokrati organizirali politično stranko že leta 1989, zaradi tega bomo letos praznovali 30-letnico delovanja krščanske demokracije in potem v 90-ih letih se boste najverjetneje spomnili slovenskih krščanskih demokratov, pa prvega predsednika osamosvojitvene vlade, ki je bil predsednik krščanskih demokratov Lojzeta Peterleta, in potem je bila stranka zelo aktivna, tudi močna v 90-ih letih. Leta 2000 je prišlo do najbolj neposrečene združitve za Slovensko ljudsko stranko in nezadovoljni člani s tisto združitvijo, predvsem pa povod je bil v tem nestrinjanju glede volilnega sistema, ki je ponovno danes aktualen. So številni člani takrat 4. avgusta leta 2000 ustanovili Novo Slovenijo. Hvala. Kakšna bi bila pa vaša ocena povezave med vašo stranko, lokalnimi skupnostmi in lokalnimi sveti, pa kako bi lahko še izboljšali to povezavo? Povezava Nove Slovenije s terenom, če hočemo, z lokalnimi skupnostmi, je zelo močna. In tukaj se na nek način tradicionalne stranke z neke tradicijo razlikujemo od novo ustanovljenih strank. Zelo poučni so bili rezultati zadnjih lokalnih volitev, kjer se je prav videla ta razlika med dobro stoječimi, ali rečemo tradicionalnimi političnimi strankami in novo nastalimi. Na teh zadnjih lokalnih volitvah je Nova Slovenija zasedla 3. mesto, največji ali pa najboljši rezultat so dosegli v SDS-u, nato so bili drugi Socialni demokrati in tretji mi. To na nek način kaže tudi na mrežo, ki jo imamo stranke širom po Sloveniji. Nova Slovenija je na teh zadnjih lokalnih volitvah kandidirala rekordno v kar 204 občinah po Sloveniji. Praktično smo bili prisotni v vsaki slovenski občini in vse mi se zavedamo, da je stranka skupina, združenje podobno mislečih ljudi in da mora ta organizacija izvirati od spodaj navzgor in da je vsaka organizacija močna toliko, kot so močne korenine. In mi naše lokalne odbore, naše delovanje na občinski, krajevni ravni predvsem razumemo kot korenine, in če te ljudje delujejo dobro, potem je tudi stranka na nacionalni ravni močna. Tako da v Novi Sloveniji boste videli veliko prepletenost stranke z lokalnim okoljem, to, da smo prisotni skoraj v vsaki slovenski občini, da smo aktivni v občinskih svetih, kaže na to, da nas tudi dogajanje v teh mikroskupnostih zanima. Hvala. Kakšna pa je vaša ocena povezave vaše stranke z ostalimi strankami, pa koliko se vam zdi smiselna? Odvisno kje, pa kdaj? Ali sprašujete na lokalni ravni, na državni ravni? Ne, na medstrankarski. V bistvu, če vzamemo vse stranke, ki obstajajo. Ja, ampak tukaj je več ravni sodelovanja in povezovanja, na občinski ravni pa na državni ravni. Mene zanima čisto medsebojno med samimi strankami. Se to vam hočem povedati, da med samimi strankami obstaja različna oblika sodelovanja. Bom konkreten. Trenutno je Nova Slovenija na nacionalni ravni, torej v slovenskem parlamentu ni v nobeni formalni povezavi z drugimi strankami, torej nismo v koaliciji, tudi v opoziciji pa nimamo nobene formalne povezave, torej delujemo popolnoma samostojno, vestno opravljamo našo opozicijsko vlogo, gledamo oblasti pod prste, predvsem pa prihajamo tudi s kakšnimi konkretnimi predlogi, kako stvari morda zapeljati v drugačno smer. To je na državni ravni. Sedaj imamo pa mi številne občinske odbore, kjer je stranka tudi po občinskih odborih, torej po občinah organizirana, kjer pa imate občinske svete, tam so pa koalicije zelo različne in naša stranka
najpogosteje in največkrat na lokalni ravni sodeluje z SLS-om, z SDS-om, seveda se pa najdejo tudi občine, kjer naše stranke tudi sodelujejo z SMC-jem in tudi z drugimi sredinskimi in levosredinskimi strankami. Tako da mi pustimo zelo široko notranjo demokracijo, upoštevamo subsidiarnost, kar pomeni, da pustimo našim ljudem na terenu, da oni najbolje ocenijo, kaj je najbolje za njihovo občino in kako lahko naše vrednote, naše ideje najlažje spravljamo v življenje. Tako da so na lokalni ravni koalicije ali pa sodelovanje med strankami zelo različno. Načelno, splošno gledano pa veste, da sem jaz po prevzemu stranke večkrat poudarjal in tudi to v številnih nastopih izpostavljal, da je Nova Slovenija odprta stranka, da smo pripravljeni na sodelovanje z vsemi in da mi nikogar ne izključujemo, ker se zavedamo, da je slovenski politični prostor takšen, da ena stranka sama ne more uspeti, niti ne more svojih idej spraviti v življenje, ampak ker v parlamentu potrebuješ večino, je nujno potrebno tudi sodelovanje in tega se držimo. Hvala. Kakšno bi bilo vaše mnenje o ideji, da bi bili županov občinski svet sestavljen iz predsednikov četrtnih svetov v mestih oziroma vaških predsednikov na podeželju? Jaz tej ideji nisem naklonjen. Mislim, da je najbolj demokratično tako, kot je, da občinski sveti širom po slovenskih občinah so sestavljeni zelo demokratično, pluralno, je relativno lahko kandidirati, zato imate tudi številne razne takšne in drugačne lokalne liste, regionalne liste, ne zgolj stranke, ki delujejo na nacionalni ravni. Torej, naš sistem je takšen, da ljudem, ki se želijo aktivirati v svoji skupnosti, omogoča, da relativno lahko kandidirajo in seveda potem te svoje ideje uveljavljajo v občinskih svetih. To se mi zdi najprimernejši, tudi najbolj demokratičen način zastopanja naših ljudskih glasov oziroma naših interesov, želja državljank in državljanov. To, kar ste vi govorili, se mi zdi, da bi bil bolj delegatski skupščinski sistem, se pravi, da bi vaška skupnost nekoga izvolila za predsednika in potem bi bil ta predstavnik v občinskem svetu. Meni se to ne zdi demokratično in se pa zavedam, da v sedanji ureditvi imajo krajevne skupnosti, vaške skupnosti, mestne četrti probleme. Občutek imajo, da se njihov glas ne sliši, da jih občinski svet in župan ne upoštevajo, da enostavno delajo v prazno oziroma da ni po domače povedano nekega haska od njihovega dela. In zato sem tudi jaz v preteklosti, med drugim sem bil 3 mandate občinski svetnik, pa tudi aktiven v krajevni skupnosti, tako da te stvari poznam in sem tudi sam iskal načine, kako dati neko novo vlogo tem krajevnim skupnostim, ker od leta 1995 dalje, ko je Slovenija šla v reformo, spremembo lokalne samouprave, te krajevne skupnosti iz dneva v dan izgubljajo svojo vlogo in danes je težko nekje celo dobiti ljudi, ki bi kandidirali v te krajevne ali pa vaške skupnosti. Problem izhaja iz tega, da pred letom 1995 smo imeli te velike komunalne občine, ki jih je bilo v celi Sloveniji zgolj 65 in potem so imele krajevne skupnosti mnogo večje teže, bil je lokalni samoprispevek, imele so tudi nekaj svojega denarja, skratka, imele so mnogo večjo vlogo. In zato jaz vidim rešitev za to, da bi ljudje imeli še večjo vlogo na to, kako se razvija njihova skupnost, da damo krajevnim skupnostim večjo težo in tudi večjo avtonomijo, kar pomeni, da bi občine, občinski sveti večji del sredstev namenili direktno krajevnim skupnostim in te krajevne skupnosti bi potem lahko same bolj prosto razpolagale, katere investicije, katere projekte v svoji okolici bodo izvedle. To je en del
In drugi del, kjer bi jim lahko dal večjo težo, je pri raznih prostorskih aktih, občinskih prostorskih načrtih, občinskih podrobnih prostorskih načrtih, ki jih sprejemajo občine, bi krajevne skupnosti imeli lahko večjo vlogo v tem smislu, da če k neki stvari, ki se ureja na njihovem področju, ne bi dale soglasja, potem te stvari ne bi moglo biti izvedene. Ker danes so krajevne skupnosti in vaške skupnosti bolj posvetovalno telo, ki je občinski svet lahko ali pa tudi ne upošteva. Hvala, me zelo veseli tale majčkeno razširjeno deljenje vašega pogleda, ker ravno to problematiko sem slišala iz svoje trenutno v občini, kjer bivam, tako da bo mogoče kdo vesel to slišati. Me pa še zanima, v vaši stranki verjetno zbirate tudi pobude, pa kako to izgleda v praksi? Pobude zbiramo vse posod, na večjih različnih nivojev. Skratki, če greste na našo spletno stran, pod kontakte imate vse naše potrebne naslove, da lahko individualno poslancem ali pa drugim funkcionarjem stranke pošljete neke pobude in predlagate določene stvari, jih prosite za sestanek in skratka, glede tega smo zelo odprti. Prav tako isti sistem velja v parlamentu, ker naša poslanska skupina tudi preko mailov ali preko navadne pošte sprejema pobude in potem te pobude nam služijo tudi za našo aktivnost v parlamentu, ker te pobude potem pretvorimo v zakonske rešitve, zakonske predloge in jih v parlamentu vlagamo in na takšen način tisto, kar nas ljudje prosijo s terena, poskušamo spravljati v življenje preko zakonodajnega postopka v parlamentu. Seveda je to v opoziciji zelo težko, velikokrat smo neuspešni, mislim, da je neka statistika bila narejena, da v prejšnjem mandatu smo nekih 40 takih zakonskih predlogov vložili v proceduro, uspeli smo jih spraviti čez proceduro, da so prišli v življenje okrog 5. Eden izmed takih zdaj bolj vidnih je zakon o osebni asistenci, ki je ravno letošnje leto začel veljati, tako da z vztrajnostjo se vsekakor marsikaj da. Tako da smo za državljane zelo odprti. Imamo pa tudi znotraj naše stranke, organi stranke, recimo Svet Nove Slovenije, ki je zelo pomemben organ, kjer so predstavniki stranke iz vseh koncev Slovenije, imamo vedno ob koncu teh zasedanj še točko pobudi in predlogi. Torej, da tudi formaliziramo to, da kdorkoli ima neko željo, da je slišal na terenu, da so ga prosili državljani, da prenese to na organ stranke, kjer smo prisotni vsi poslanci, da to slišimo, ali če ima tudi kakšne predloge, ker se same stranke in njene organiziranosti tiče, da predlaga. Tako da glede tega smo zelo odprti in se zavedamo, da smo mi tukaj zaradi ljudi in ne obratno. Bravo. Hvala. Imate morda karkoli, kar vam je še ostalo, da bi sporočil gledalcem, ki jim je politika mogoče bolj oddaljena? Seveda, politike se drži zelo negativen prizvok, marsikdo reče, vsi so isti, in jaz vsem polagam na srce, da vsi politiki nismo isti, čeprav se nas meče vse v isti koš. Isto, če je v vaši vasi en kriminalec, ni pošteno, da se reče, ta vas je pa kriminalna. Obstajajo gnila jabolka tudi v politiki, ampak vedno so na razpolago volitve, da ta gnila jabolka ljudje izločajo iz političnega sistema. Na vsakih volitvah imajo to priložnost. Jaz mislim, da so se naši predniki, zato ker imamo danes za samostojno državo in za svobodo in demokracijo, borili, da je dolžnost moje generacije, da to vzdržujemo in še naprej krepimo. In se mi zdi zelo pomembno, da smo aktivni državljani, da se volitev udeležujemo. Marsikdo misli, da noben glas ne odloča. Jaz sem živ primer tega, da vsak glas odloča. Naprimer, moja izvolitev je bila odvisna samo od 4 glasov, če ena družina ne bi šla na volitve, morda jaz ne bi bil izvoljen, bi bil do drug, bi se stvari morda obračale drugače. Zdaj ste videli v teh zadnjih županskih tekmah, da grejo stvari na en glas razlike in tako naprej. Skratka, želim povedati, da vsak glas odloča in da naj ljudje to priliko, ki jo imajo, vendarle uporabijo in povedo svoje mnenje, kaj si želijo in v kakšno smer naj se njihova skupnost
razvija. Vsekakor ima tudi demokracija svoje težave in probleme, ampak je že Churchill davno ugotovil, ne, da demokracija ni idealen sistem. Ampak žal človeštvo boljšega sistema še ni iznašlo in našlo. Da iskanje vseh drugih alternativnih konceptov se je več ali manj vse končalo v krvi. In zato moramo drug z drugim potrpeti. V demokraciji je potrebno drug drugega poslušati, sodelovati in na takšen način družbo in vse skupaj premikati naprej. Res je. Hvala, gospod Matej Tonin. In hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Pa se vidimo v naslednjem intervjuju. Nasvidenje. Nasvidenje.